20. Okay, 20. Not working. It's gonna work. Give it a second. Here it goes. Come on. Oh, no! That's crazy. Oh, that's too much. Je mogoče, da s pomočjo prenosnih telefonov le v nekaj sekundah pripravimo pokovko? Po svetovnem spletu namreč že nekaj časa krožijo posnetki, ki naj bi to dokazovali. Za mnenje smo povprašali uspešnega mladega akademika, docenta dr. Iztoka Krambergerja, ki je strokovnjak za področje elektronike oziroma telekomunikacij. Dr. Kramberger je povedal. No, glede na moje izkušnje sem mnenja, da ne. Torej, prvič, če to primerjamo z mikrovalovno pečico, mikrovalovna pečica ima točno določene specifično frekvenco elektromagnetnega valovanja, približno 2,1-2,3 GHz, ne vem natančno več, ker so to projekti izpred 10 let, ampak ta specifična valovna dolžina je takšna, da v bistvu elektromagnetno sevanje, ki se najbolj absorbira s strani vode, torej molekule vode to valovno dolžino najbolje absorbirajo in z tega razloga tudi potem mikrovalovna pečica dejansko nekako deluje. To pomeni, da v bistvu hrano ali karkoli damo v bistvu v mikrovalovno pečico na tej frekvenciji, absorbira voda v tej snovi to energijo in potem se segreje, torej nastaja termična energija in zaradi tega pride do pač segretja snovi in pač kuhanja ali karkoli. Zato so tudi stvari v mikrovalni bolj kuhane kot pečene. Zdaj, mobilni telefoni seveda delajo na dosti drugih frekvencah, torej 900, rečemo 1600, 1800 MHz, kar definitivno ni frekvenca, ki bi bila takšna, da bi bila močno absorbirana strani molekul vode. Tako da pravzaprav ne verjamem. Drugič pa seveda je tudi dejstvo, da ima ena mikrovalovna pečica tam po 900 vatov ali še več, medtem ko mobilni telefoni s temi par vati skoraj da ne bi mogli tega doseči. Zdaj na tistem posnetku je pač moč videti 4 telefone, kao v smislu interference. Tudi tu ne morem biti čisto prepričan, namreč če telefoni delujejo na teh frekvencah, je valovna dolžina višja, kot pa so ti telefoni postavljeni. Torej, vemo, da je pač valovanje ali pa frekvenca sta povezana preko hitrosti širjenja valovanja, ki je z elektromagnetno valovanje pač blizu, torej svetlobna hitrost. In če izračunamo, naprimer pri 2,4 giga prije to okoli 13 cm, kar pomeni, da pri teh dosti nižjih frekvencah je ta valovna dolžina dosti širša, tako da bi se težko ustvarilo neko interferenčno polje v tej obliki s telefoni, točno tam v sredini.